Danes gostimo Aljošo Kovsa. Govorila bova o behaviorizmu v marketingu. Dobrodošli v 21. oddaji Point Out Weekly. Danes gostimo enega fantastičnega gosta, Aljošo Kovsa, s katerim bova govorila o behaviorizmu v marketingu in sicer kako zaigrati na čustveno noto, ko govorimo o marketingu, ko komuniciramo s potrošniki in tako naprej. Aljoša je strokovnjak na področju behaviorizma, je tudi gostujoči bloger za portal Mična, lastnik podjetja A-Consulting, kjer podjetjem pomaga pri komunikacijskih načrtih za njihove blagovne znamke. Bi tukaj še kaj želel dodati, Aljoša? Sem kaj spustil? Obenem sem še vloger in sicer imam svojo inicijativo Več seksa, manj droge. Gostujoči predavatelj na ekonomski fakulteti in še različnih fakultetah v Ljubljani. Predvsem govorimo o neuromarketingu, behaviorizmu, body languageu in pa o komunikacijskih strategijah. Super. Bomo dali en link do tega tvojega vloga, tako da lahko tudi malo si to pogledate. Se pravi, rekel si, manj seksa, več seksa, manj droge. Več seksa, manj droge. Zdaj si še mene zmedel zraven tega. Tako da zdaj pa najbolj, da greva kar v oddajo in sicer večina, ali pa tako bi rekel, jaz tudi natančno ne vem, kaj je sploh behaviorizem. Zelo malokrat se s tem pojmom srečam, tako da dajva kar tukaj na vprašanje gledalcem odgovor, pa ti meni povej kot laiku, kaj je behaviorizem in kako ga lahko, ki pride upoštev v marketingu. Moram prvo reči, da nisi edini, ki se ne spozna na ta pojem. Pa da ne bom nekaj preveč kompliciral, behaviorizem je psihološka veda, ki proučuje človekovo obnašanje, predvsem kako naši možgani funkcionirajo in kako implementirajo neke različne informacije, ki jih pridobimo, kot je naprimer kakšna je barva v logotipu, zakaj je rdeča, zakaj je rumena, zakaj je modra, koliko je kompleksen logotip, kakšni so jumbo plakati, na katerih so, kako nasplošno implementirajo tudi podjetja oziroma kaj hoče sporočiti svojim kupcem, potencialnim kupcem, kako bojo prodali ta svoj produkt. In večinoma našega obnašanja izhaja iz okolja, tako da posledično tudi proučujemo iz okolja, v katerem prebivamo, starostne skupine, predvsem tudi, ali so koleriki, ali so sangviniki, ali so kavčeri, kakor so vsi Slovenci, radi komentirajo vse za kavčev, noče pa nič nastopati, tako da iščemo posledično na področju človekovega obnašanja, kako prodati neki izdelek. Se pravi, da poznamo psihološki profil ljudi, da jim potem lahko tudi bolj telirano skomuniciramo neko blagovno znamko, nek produkt in tako naprej. Dajva se še te implikacije v marketingu še bolj natančno dotakniti, pa mogoče, da mi kar za začetek navedeš nekaj takih praktičnih primerov, ki ti pridejo na misel. Eden izmed takih praktičnih primerov, o katerem sem se že enkrat pogovarjal na kavi, je bil slogan Kupujemo slovensko. To so večinoma slovenski, kdorkoli je že to implementiral od Hrvatov, zaradi tega, ker Hrvati so znani lokal patrioti in so oni šli kupujmo kao lokalno. In tako posledično so oni smo Slovenci vzeli to nekako prekopirali. Zaradi tega, ker so oni ugotovili, da če bojo podpirali svoje predelovalce, da se bojo tudi ljudje bolj počutili, da so nekaj naredili za svoj narod oziroma da se denar vrača, tako smo tudi mi počeli oziroma poskušali. In Perutnina Ptuj je takšna, ki je naredila to svojo kampanjo za piščanci, ki so bili gojeni v Sloveniji, so uporabljali slovensko koruzo, da so jih pitali oziroma slovenske proizvode in da je kompletno to slovensko kot slovensko. Drugače imaš pa veliko takih enih različnih brendov, ki poskušajo nekako implementirati behaviorizem, predvsem sta tlele Coca-Cola in Pepsi. In njihova vojna, vsi poznamo, da enkrat na leto se oni celo odločijo, da se ne bojo oziroma da bojo imeli prosti pretok, kar se tiče vojne. In posledično igrajo na dve različne čustvene note. Se pravi, ne na čustvene note, ampak na dve različne note kot same. Se pravi, igramo na čustveno noto ali pa igramo na prodajno noto. Prodajna nota so večinoma
Spar, Hofer, Lidl, retailerji, Galerijo Emporium, Zara, ki govorijo... Ker je cena v prvem planu. Tako, ker je cena v prvem planu, govorijo, ne vem, če boš šel danes skupaj, dobiš 30% popust na Spar kartico, oziroma kupeš en izdelek, dobiš drugega 50% zastonj. Medtem ko različne, kot so že prej omenila, Coca-Cola in pa Pepsi in še mnoge druge, kot Bar Cafe, Kokta, etc., igrajo bolj na čustveno noto, predvsem, ko pride do velike noči, božička, takih praznikov, ki so družinski, Simobil, Mobitel, se spomnim, bivša Simobil in Mobitel, kot se spomnim, so tudi snemali reklame za družine. Ko ste v prazničnem času, lahko pustite telefon na strani in komunicirate z svojimi starši oziroma otroci in se družite med sabo. Jaz bi mogoče sam tukaj omenil, ko si govoril o tej vojni med Pepsi in Coca-Cola. To predvsem velja za Ameriko, kjer je to dovoljeno. Ja, pri nas... nas... na področju Slovenije, ker teh vojn z vidika oglaševanja ne sme biti v primerjalni obliki, da bi en brand z drugim brandom primerjali. Tako da tukaj si predvsem z vidika Amerike govoril. Tako, in zaradi tega smo tudi behavioristi, da poskrbimo, da niso kršena moralna in etična načela in da se držijo v marketingu, da se držimo marketinškega kodeksa, kateri je bil napisan. A bi rekel, ko si rekel, ok, tu Spar, Hofer, Lidl so ful cenovno naravnani. Tako. A imajo tudi segment oglasov ali pa nagovarjanja potrošnikov, ki tudi na to emocionalno noto nagovarja? Ja, zdaj, ko si glih omenil Tuš, ta zadnjo reklamo, mislim, celotni sklop oglasov, da me ne bojo ljudje na drugi strani lovili, ker vem, da so določeni ljudje, ki sovražijo besede reklama, čeprav je commercial, je reklama, ni oglas. So naredili celotni brand z Jurijem Zrnecem v ospredju. In tam ni nobene cene naravnane, ampak je jedna čustvena noto, kot je, dajmo se družiti, gremo užgat roštilj, vržimo kakšen čevap gor, da bo za vse dovolj itd. In s tem avtomatično tudi pozivajo po ljudi, da se družimo na neki lokaciji za svojimi kolegi. Mislim, da je tudi Lidl imel nek podoben oglas, kjer je komad od Nine Pušlar. Tako. In ful na to čustveno noto igrajo in ni... Pač gre za nek speven komad, prikažejo preko oglasa, se ga spomniš tega oglasa? Se. Mogoče damo tukaj tudi en link, sigurno ga bomo na YouTubi najdali. Tako. Isto imaš sceno, v katero je zdaj Pivovarna Union naredila svoj nov brand, ki se imenuje... Ne? Tisto je Pivovarna Laško. Sorry, ja. Pivovarna Union je izdelala nov brand, ki se imenuje Jabolčni tat. In v oglasu, ki se vrti na televiziji, je slovenska priredba What does the fox say? Tle pravi, in kva pravi lisica. In že to, mnoge ljudi to iziritira, ampak jaz nisem imel blage veze, o čem se gre in zakaj se gre. In ko sem slišal ta komad, mi je šlo prav na živce, ampak pol, ko sem videl celotni brand, kako poteka, sem tudi videl, da je to Pivovarna Union, katera je naredila nek nov cider. Tako da glasba neizmerno vpliva na oglase, barve, ljudi, kateri nastopajo noter in predvsem ali boš prodajno odigral ali boš šel pa na čustveno noto. Prej si omenil tudi te različne dogodke, praznični čas, kot je Velika noč, Božič, kjer je še tak dogodek, Valentinovo. Kako te dogodki oziroma kako behaviorizem v marketingu lahko na te dogodke vpliva? Kaj marketingaši takrat delajo? Igrajo predvsem na čustveno noto. Bi rekel, da manipulirajo tudi na nek način? Mislim, na koncu vse je neke vrste manipulacija. Zdaj obstajate dve vrste manipulacije. Imaš pozitivno in imaš negativno. Negativno nagovarja na agresiven način kupce, da primejo za nek brand in da ga začnejo kupovati, medtem ko imaš pozitivno manipulacijo, katera govori o stvareh, tudi posledično takrat, o katerih sami ne želimo spregovoriti ali pa pozabimo na njih. In zaradi tega so glih te praznični časi, kot si jih omenil, Velika noč, takrat je neizmerni porast prodaje jajc. Se veš zakaj? In pa barvil za jajc. Pa šunke, pa hrena in podobne stvari. In posledično tudi za Valentinovo je vse bolj naravnano kot v rdečo barvo, v ljubezen, v vročikrvnost oziroma v strast, katero posledično to deliš z svojo boljšo polovico oziroma ali pa celo z celo svojo družino.
Se pravi, vedno ta dva vidika, pozitivna manipulacija pa negativna. Jaz sem vedno pristaš tega, da če že marketingaši, se vsak ima neke cilje iz prodajnega vidika, ki jih more narediti. Ampak jaz vedno gledam iz tega vidika, kakšno dodano vrednost pa lahko v vsakem primeru potrošniku damo. In to je ta pozitivna manipulacija. Ne dajmo neki potrošniku dodane vrednosti, da bo on imel nekaj od tega, pa potem mu boš tako še prodal tisti izdelek. Tako da ne čist prodajno usmerjen. In glede na to, da smo zdaj že v 21. stoletju, kar se večinoma vse stvari premikajo na internet, smo tudi potrošniki ratali malo težje osvojljivi in predvsem, ker nam grejo reklame, oglasi na televiziji, že na živce, ki se konstantno ene iste vrtijo. Vsi imajo časovni zamik, plačujejo se takšne in takšne vsote denarja, da se sploh. Potem pa meni gre neizmerno na živce, ko vidim na Facebooku, da je nekaj piše sponzor, oziroma zdaj to še na Instagramu in nekateri ljudi to moti, drugi pa to na čist posebno drugačen način odreagirajo. Tako da ljudje kot sami, naši vzorci obnašanja so čisto drugačni, kakršni pa so bili pred 10 leti, ko nismo imeli ničesar. In zdaj, če to lahko povem eno drastično razliko, kako se zdaj snemajo oglasi in kako se so snemali prej, kjer je tvoja najljubša slovenska reklama, oglas, katerega si najbolj zapomniš? Ne vem. A ti jaz prikažem pred obrazom eno sliko, katero se boš takoj spomnil? Dobre vile. Ja, absolutno. A veš, oni so odigrali ne na prodajno zadevo, ampak posebno, niti na čustveno, ampak na humorno, ki je čustvena kot dobre vile in jaz ne bom nikoli pozabil nikoga odseka v celotnem oglasu, ko se ena vila zadere, dene mence, uscal se bo, pa je on tam začel razmišljati. Bi imel celo življenje meso pa polento. Kaj je rekel, mesečno rento? Imaš, ne. Veš, in takšne reklame, ki so se včasih snemale, imajo čisto drugačno konotacijo, kot pa te današnje. Kakšne so pa današnje, Današnje so pa večinoma, vse so neke specifikacije, vse je neki glede pogojeno sceno, recimo avtomobilistično celotno, od Forda, Renaulta, itd. Govorijo o nekih specifikacijah, vsi se vozijo po nekih cestah, katere mi nikoli še nismo videli in najbrž nikoli ne bomo. Kot drugo pa govorijo o nekih zadevah in pol imaš tisti droben tisk, kater mora biti nujno napisano, kakšen je izpust plina, kakšno ima porabo, bla, 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 itd. Na koncu se je pa tudi zgodilo to, da so doskrat zmanipulirali svoje kupce, da so dali napačne podatke. A bi rekel, sorry, kad te prekinjam, ampak a bi rekel, da ustvarjajo te oglasi neko idealistično stanje, katerega kupci potem neko sliko, da sanjarijo in zato potem ta produkt kupijo. Ne vem, zdaj sem iz tega poskušal razumeti, kar si govoril. Ena izmed zadev, katero sem jaz prebral že kar nekaj časa nazaj, mi je bila neizmerno fascinantna in sicer normalna oseba, normalni človek potrebuje 8-krat, da pogleda na isto stvar, da se mu tisne v podzavest. In takrat avtomatično ti že pol zagrabeš za nek produkt, katerega si ti tokrat in tokrat videl, predvsem, če si se lahko poistovetil za reklamo oziroma ti bilo v redu. In že ta ko so prej govorili o manipulaciji, že to je neka vrsta manipulacije, ker se ti vrtijo konstantno ene in iste stvari. Tako, in kakor si rekel, veš, vsi ljudje imamo neke cilje, vsi imamo neke bucket liste, katere si želimo in tako so tudi potrošniki in posledično večkrat vidiš, večkrat si nekaj zaželiš, kaj pa veš, mogoče pa vidi to en 6 let star otrok, kater si želi ta avto in pri svojih 18 letih dela do te mere. Ampak bucket liste na koncu dneva spet družba ustvarila, ne? Tako. Da stremimo čim več k nekim ciljem, da nam potem prodajo. In te bucket liste so nam ustvarjali družba in korporacije, ki so oglaševale s tem namenom, da mi imamo neko slo oziroma da moramo potešiti tisti svoj in sprostiti serotonin. Važi, da vas se zdaj še ene zelo pomembne teme dotaknem in sicer rebrandinga, kako behaviorizem vpliva na rebranding, ker v zadnjem času smo imeli v Sloveniji z tega vidika dva zelo lepa primera. Eno je NAA, ki se je preoblikoval iz Simobila, drugo pa je Hypo banka, ki je rebranding izvedla v smer Addiko banke. Mislim, da večina potrošnikov sploh ne ve, da za tem stoji Hypo banka, ampak kot da se je Addiko banka pojavila na novo na slovenskem trgu. Medtem, ko mislim, da potrošniki med Simobilom pa NAA
zaznavajo to razliko, vejo, da je šel iz C-Mobil iz NA-ja. Ne vem, tako je zaznavam. Ampak da je mogoče malo več na to. Ena izmed, mislim, ful je fascinantna stvar, kar se tiče rebrandinga in behaviorizma, je ta, da sta samo dve opcije. Ali imaš pozitivno konotacijo ali imaš pa negativno konotacijo. In A1 je izvedel neizmerno dobro, za moje pojme, neizmerno dobro pozitivno konotacijo, sicer ni šel tako agresivno v kampanjo in ker naenkrat prerezal zadevo in rekel, mi smo pa zdaj nastali C-Mobil, ampak smo A1. Ampak si videl postopoma, ne vem, prvo bil en tak mehen letak, oziroma pol je bil en manjši plakatek, pol je bil že malo večji plakat, ki se je naselil na postaje za trolo in je okraševal tiste zadevo in pol si imel že jumbo plakat in na koncu si imel avtobuse. Oglasa pa samega kot samega še ni bilo. In tudi noben niso oni govorili nikoli, no kao, mi smo bivši C-Mobil, mi smo spremenili so slogan oziroma itd., etc. In posledično potrošniki C-Mobila oziroma vsaj kakor sem jaz to videl, ko sem pogledal na telefon, prejšnji večer, ko sem šel spat, sem imel C-Mobil in naslednji dan sem imel NA, ker sem že avtomatično povezal, da ali je prišlo do mergerja oziroma je prišlo do rebrandinga. Tako. In se to avtomatsko zgodilo pri tebi, da si ta preklop naredil? Tako. Kar se tiče pa Addiko banke, je pa malo druga zadeva in za moje pojme je malo kar negativna konotacija. In namreč oni so pa začeli z televizijskim oglasom, ki je bil prvo 15 sekund in potem je bil 30 sekund in na koncu nisi vedel, o čem se gre, ker so samo odrezali in bil paf. In potem so oni začeli za celotno kampanjo, da so dajali letake ven, oziroma da so kar naenkrat spremenili iz Hypo Adrie banke, so postavili nov logotip in ljudje, ki so prihajali noter, verjamem, da so se malo zmedli, zaradi tega, ker ti imaš nekje svojo banko, ker naenkrat ti priješ in spomniš rdeča fleha, bel napis, Addiko, sem to, kaj zdaj to, pol kličeš, probaš, ta bankomat gre čez, zaradi tega, ker Addiko banka prej bila znana po Hypo to. In vsakič, ko si prišel na bankomat, je bila tista lepa pesnica, katero so pol otročki še igrali in ker naenkrat so oni agresivno prišli ven in to za moje pojme zelo agresivno rdečo barvo, ker te prav bode v oči in bel napis, da res izstopa in ti vidiš, da je postalo. Ampak tle se takoj poraja vprašanje, zakaj? Zakaj so tako izvedeli? Moje mnenje je ta, da so to izvedeli zaradi tega, ker bi se ljudje zapomnili oziroma ker so vstopili na en zelo majhen trg, na en trg, ki je zelo kompliciran, kar se tiče potrošnikov. Vse sami veš, Slovenci smo izjemno komplicirani. Zdaj boš dobil eno dlako, pa boš rekel, ne bom plačal. Ali pa najdo bo zlomljeno neko, ne vem kaj se skupaj, ali pa eno nitko, pa boš nesel, bom dobil, ki popusta za to. In mislim, da so zaradi tega hoteli tudi narediti, da se ljudje začnejo spraševati, kaj je to sploh, predvsem, ker so na enem takemu mehnemu okrožju obdani z neizmerno veliko konkurenco, predvsem kar se tiče pridobivanja kreditov. Vsi pa vemo, da Slovenci neizmerno radi vzemamo kredit. In potem so pol tudi oni iz te agresivne šli v manj agresivno, kjer govorijo zdaj, pri nas dobite takoj kredit že v enem dnevu za tok in tok, ali to gotovinski, ali to stanovanjski, ali to. In moram reči, da iz te agresivne kampanje, katero so šli, so kar naredili en korak, zaradi tega, ker večinoma ljudi vejo zdaj, kaj je Addiko banka, ne vejo pa to, da je to bivši Hypo. Jaz bi mogoče še en element dodal, in sicer Hypo banka je imela zelo negativno percepcijo med potrošniki, zaradi vseh tiste finančnih manipulacij, afer, ki so jih imeli. In če tukaj potegneva sporednico, Hypo banka negativna percepcija, C-Mobil pozitivna percepcija. In tudi ta način rebrandinga se je popolnoma razlikoval, kot smo ga tudi zdaj opisala. Dajva za zaključek še to povedati, oziroma bi te sledeče vprašal, kje ti vidiš vlogo behaviorizma v prihodnosti, oziroma kako se bo to področje razvijalo v prihodnosti? Mislim, nekaj drastično razvijalo se ne bo, zaradi tega, ker je to osnova psihologije. Mislim, to je psihologija in to so stare knjige že in ne moraš nekaj iz njih novih case studijev pisati in ustvarjati, ampak lahko povem, da bomo šli, da že gremo tako in tako v korak s časom in sicer predvsem, kar se tiče interneta, spletnih strani, oglaševanje preko spletnih strani, banerji, že tako je mehen X, komaj da ga zadaneš in ko pol klikneš, se ti odpre nova stran, katero greš avtomatično na oglas.
In pol ljudje tisto zapirajo, ker niti nočijo, ampak kliki, se veš, kako gre, ne. Stvari in posledično mislim, da bomo bili kupci če dalje bolj nezadovoljni, ampak bomo mi poskušali pomagati podjetjem, da se bodo dogajale stvari. Ker če vzamemo v zakup, naprimer 6 let nazaj, kar se tiče internetnega nakupovanja, ti si takrat šel na blef kupiti, se pravi, ti si najdel eno mačko ali pa eno oblekco, te je bila neizmerno zanimiva, si dal košarco in ti je prišlo domov in na koncu si ti ugotovil, da so to italijanske številke, ne pa evropske in nisi mogel niti zamenjati. In ker so oni, ker imaš ti fuck you questions, se je doskrat dogajalo, da so spraševali potrošniki in kupci, ali je kakšna možnost, da mi to zamenjam, oziroma če mi ni všeč, lahko to vrnem nazaj, ali dobim refunding, bla, bla, bla. In posledično smo mi kot psihologi to, ok, kaj bomo glede tega naredili in zdaj veš, ne, zdaj boš kupil, ne bo ti všeč, boš vrnil nazaj, ti bojo dali voucher ali ti bojo vprašali, hočeš denar nazaj, ali si boš za to in to ceno nekaj novega izbral. Tako da, kolikor bo tehnologija napredovala, tako bomo tudi mi. Predvsem zaradi stališča, ker bojo potrošniki bili še bolj komplicirani. Ko omenjaš to tehnologijo pa digitalni marketing, pod vprašanje, a misliš, da bo imela analitika vedno večjo vlogo tudi v behaviorizmu? Ja. Mislim, že posledično analitika in behaviorizem, se pravi statistika. Statistika, big data, ne? Tako, je nam neizmerno pomembna. Zakaj? Zaradi tega, ker vidiš kulture različne, kakšne so, kakšna kultura bo klikala na kakšen proizvod, na kakšen način, koliko časa preživijo oni, naprimer, na spletni strani, koliko časa oni preživijo pri nakupu, oziroma koliko so oni pripravljeni investirati v te produkte itd. Zaradi tega, ker, ne vem, v Sloveniji si lahko nekaj privoščimo, kar si v Malaviju, naprimer, ne morejo. In na internetu so večinoma cene iste in posledično potem sam iščeš tiste niše, na katere lahko greš, oziroma kam se bo specializiral, na katere trge. Kateri trg ti je sploh primeren, kateri ti ni, katera kultura je, etc. Tako da tukaj se tudi vloga behaviorista skozi čas spreminja, prilagaja in tako naprej. Tako. Ok, mislim, da sva kar nekaj povedala, pokrila. Ful hvala, ker si bil najin gost z Zoranom, ne? In zdaj ti boš vesel, če ima kdo še kakršnokoli vprašanje, ne? Tako da lahko spodi Aljošo karkoli vprašate, bo Aljoša z veseljem odgovoril. Tako, v naslednji oddaji 22. bova pa z Zoranom govorila o Instagram vodenju, o katerem še nisva nič, tako da mislim, da spet ena dobra priložnost, da se nama pridružite. Aljoša, hvala, ker si bil hvala za povabilo. Tako da mi se pa vidimo naslednjič. Čau!